Čeprav naj bi za zmanjšanje brezposelnosti med mladimi skrbela predvsem država, ji pri tem očitno pomaga tudi cerkev. Ljubljanska nadškofija namreč želi prisilno upokojiti 80-letnega župnika in namesto njega zaposliti mlajšega kolega, ki v župnišču na zasavski Sveti Gori že opravlja del funkcij. Gre za 852 metrov visok hrib v osrčju Zasavja, na levi strani reke Save, za priljubljeno romarsko in izletniško razgledno točko s cerkvijo, ki je slavna po čudežih. Ja, ta konkretna cerkev je znana po čudežih. Ne vemo sicer, da tam iz kipa Marija tečejo solze, ki čudežno zdravijo neozrele bolezni, vemo pa, da tam obstaja en 80-letni župnik, ki čudežno noči v penzijo. Poglejmo, kaj prav gospod župnik. V dom kot odpadni material. Na odpad bi me rad dal. Ampak jaz ne grem. Prav ste slišali. Nadškofija se ga želi znebiti kot odpadni material. Ne vem sicer, kam vozijo stare duhovnike. Se zdaj pa res zanima, je kakšen depo? Ko je meni star hladilnik, pa ne vem, kam ga peljati. Če zaposleni v večini posvetnih podjetij kadrovske spore praviloma rešujejo z odvetniki, pa je ostareli župnik nad svoje šefe šel kar z besedami Jezusa. Jezus je rekel, kdor vas zaničuje, mene zaničuje. Kdor pa mene zaničuje, zaničuje tistega, ki me je poslal. Verjetno samo Jezus ve, kdo ima v tem primeru prav. Tako kot verjetno samo Jezus ve, kje je gospod župnik dobil ta prometni znak. A so mu ga nune kupile za rojsten dan? A ga je za spomin ukradel z lokalne ceste? Bog ve. Kako se bo razpletla božanska komedija iz Svete Gore, bomo seveda spremljali še naprej. Nas pa veseli predvsem to, da lahko prvič poročamo o incidentu v cerkvi, brez da žrtvi cenzuriramo obraz. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.